Živjo infodromovci, pred zgradbo, v kateri nastaja infodrom, je Nuggets. Dečka s piščalko lahko vidite tudi na naših avtomobilih. V bistvu ne vem, zakaj je Nuggets. Predvidevam zato, ker je pač tak, kot je rojen, pristan. Vem pa, da me da, če se prav spomnim, da je replika v Tivoliju. Špela Močnik nekaj ve, ampak njen odgovor ni čisto točen. Ali odgovor na to vprašanje pozna Saša Jerkovič? Kdo bi vedel? Na mestu, kjer je danes RTV, je bil nekoč živalski vrt, torej veliko živali, in gospod Kalin se je odločil, da te živali potrebujejo pastirčka, nekje postavil sem. Deček s piščalko se je prvič pojavil v prvi televizijski špici, ki jo je naredil Milan Kumar za slovensko televizijo, kjer je uporabil ljubljanski grad, oblake in Kalinovega dečka s piščalko. Kumar je dečka s piščalko izbral zato, ker je v njem videl pastirčka, ki kliče k sebi ovčice in naznanja nove spremembe. Prva špica RTV je bila tako zelo priljubljena, da se je kip dečka s piščalko prijel, kot pravimo, in postal logo RTV Slovenija. Zgodba dečka s piščalko pa je le ena od številnih zanimivih zgodb televizije Slovenija. Danes mi je bilo pa najbolj všeč tehnologija, iz katero pač posnamete vse to, kar mi vidimo na televiziji. Meni so pa zelo všeč vaši zapleteni hodniki. Mi je bilo najbolj všeč, da smo srečali nekatere slavne osebnosti iz televizije, kot na primer Tino iz Infodroma.